Miklavž Komelj je gotovo primarno pesnik in to zelo plodovit pesnik, kajti za njim je že izdaja 17 pesniških zbirk. No, ampak pred nami je cikel njegovih likovnih del. Verjetno se je v zgodovini pravzaprav pojavilo kar nekaj pesnikov, ki so svojo pesniško dejavnost opremljali tudi z določenimi risbami oziroma upodobitvami. No, ampak pri Miklavžu Komelju gre morda v tem smislu za resnejše delo, resnejši projekt. Konec koncev bi rekli, da je splošna ustvarjalnost Miklavža Komelja nekakšen koncept. Koncept, ki združuje pravzaprav tako znanstveno polje, se pravi na umetnostni zgodovini, prevajalstvu in tako dalje, se pravi literarno polje, kot je poezija, in pa tudi likovni del, ki je pravzaprav nekako danes tukaj pred nami v obliki malih podobic. Malih podobic, to pomeni, da so to podobice oziroma akvarelne slike majhnega formata, ki nekako priložnostno dopolnjujejo njegovo ustvarjalnost, se pravi umetniško ustvarjalnost. V likovnem smislu so te podobice zanimive, saj pravzaprav nosijo nekakšno avtorsko slogovnost, ki v tej figuralni obliki pravzaprav razvija neke specifične vsebine. Upal bi reči, da so pravzaprav pred nami nekakšne pesmi, upodobljene pesmi. Skratka, gre za naslikano poezijo. Konkretno so to risbice, kjer imamo različne upodobitve, uprizoritve, pač različnih situacij, nekakšen surrealistični obliki, dopolnjene pa vedno z določenim napisom. Večinoma gre za citate različnih avtorjev z političnega področja, z umetniškega področja, zgodovine in tako dalje. Nekaj pa tudi osebnih avtorskih, se pravi Miklavževih zapisov, se pravi deli njegovih poezij oziroma besed. V nekem smislu gre za zelo poenoteno delovanje avtorja, ki, kot rečeno, je zelo aktiven, razmišljujoč in katerega delo je pravzaprav v nekem smislu hermetično in hkrati hermenevtično. Kajti lahko bi rekli, da je hermetičen v tem osebnem načinu izjavljanja, a hkrati hermeneutičen, razlagalni, pripoveden v neki širšem polju. Sama oblika podobic pred nami je seveda zanimiva tako v kontekstu recimo izraza skozi kolorit in pa skozi te male figurice, kjer nekakšen osrednji lik, ki se pojavlja na vseh uprizoritvah, lahko bi rekli, da je to neka anima, ženska figurica, ki pač izjavlja. Se pravi, ta anima je nekakšen avtorjev portret ali avtoportret, ki pač je nosilec te njegove izjave. Gre za precej zapletene zapise, ki se v prepletu s temi uprizoritvami nekako dotikajo različnih področij. Vsekakor pa je avtor intimen v tem, da razmišlja o biti človeka, pravzaprav o eksistenci, na koncu koncev tudi sam naslov te razstave, se pravi, ki je kar vidiš, to postaneš, samo ti, govori o tem,
o tem odnosu med vidnim vizualnim doživetjem in pa tistim, kar pravzaprav mi smo sposobni lahko doživimo. In hkrati govori o tej individualnosti, se pravi, govori o tej notranjosti posameznika. No, v tem kontekstu se pravzaprav giblje konstantno avtorjeva umetniška izpoved, ki pa je, kot rečeno, razširjena v različnih oblikah na različna področja in se dotika različnih globoko zastavljenih vsebin. Referenca pravzaprav na realnost je v teh podobah kompleksna. Kajti lahko bi rekli, da gre za sanjski svet, da so pred nami uprizoritve te nenavadnih svetov, ampak vedno skuša avtor opredeliti to svoje stališče in nas nekako usmerjati v neko doživetje. In to doživetje vodi pravzaprav v neko pozitivnost. Rezultat pravzaprav teh podobic je nekakšna vera v dobro prihodnost. Gotovo temeljijo te podobice na določenih elementih, ki so simbolični, se pravi nosilci simbolike. Med njimi je gotovo tudi rdeči kvadrat ali pa določene figuralni simboli, ki se vežejo na različna področja, od religioznih referenc pa do skrajno političnih ali pa tudi zelo intimno zastavljenih simbolov. No, pri tem je izrazit morda ravno rdeči kolorit, ki zelo udarno, prepoznavno pravzaprav opredeljuje tudi neke določene podobe. Zanimivo je pa tudi, da imamo večinoma prizore, ki bi jih opredelili kot nočni prizori, kajti tudi krajine so fantastične, ampak večinoma ujete v nekem nočnem okolju, se pravi sredi noči, se pravi naša mirnost, bi lahko rekli temu, naš mir, umirjenost se dogaja v tem morda sanjskem svetu.